Kulturna panorama. Dober dan, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, pozdravljeni v oddaji Kulturna panorama. Oziroma, tokrat bi lahko rekli likovno-vizualna panorama, saj si bomo ogledali kar 4 razstave. Viktorijanske umetnosti, prenovljene v Pilonovi galeriji, Jošija Nakajime in Valida Rada. Začenjamo v Narodni galeriji. V Narodni galeriji v Ljubljani so v sredo odprli razstavo oljnih slik in akvarelov iz obsežne zbirke viktorijanske umetnosti, ki jo okoli 2 desetletji plebenitita v Sloveniji živeča dr. Paul Krauter in soproga Mojca Oblak Krauter. Prvi del smo si lahko ogledali že leta 2014, pričujoča razstava, Prebujanje lepote 2 in katalog pa predstavljata donacijo. Gre namreč za 185 umetnin podarjenih leta 2022. Zbirateljem in direktorico se je sestal Žiga Bratoš. Doktorica Barbara Jakim, direktorica Narodne galerije, pozdravljeni. Pozdravljeni, dober dan. Preden se posvetimo bogati vsebini zbirke viktorijanske umetnosti in pojasnimo, zakaj gre. Torej, zakonca Mojca Oblak Krauter in dr. Paul Krauter sta se odločila, da svojo zbirko poklonita Narodni galeriji. Gospod je profesor estetike in umetnostne zgodovine z Nacionalne irske univerze v Galwayju, ki se je ukvarjal prav s to tematiko. Mi smo prepričani, da je to zbirka, ki sodi v okvir Narodne galerije, sploh glede na to, da se v Narodni galeriji ne ukvarjamo samo strogo nacionalno umetnostjo oziroma umetnostjo, ki je nastajala na slovenskih tleh, ampak poskušamo razširjati našo razstavno politiko tudi seveda na širše področje, evropsko se govorimo, jasno gre za Evropo. Viktorijanska umetnost je umetnost, ki je tukaj slabo poznana in lahko pa potegnemo neke paralele z našim 19. stoletjem in 19. stoletjem v Veliki Britaniji. Gre za velike družbene spremembe, gre za to, da meščan postane zelo dejaven element na področju umetnosti, ne le kot ustvarjalec, ampak tudi kot naročnik. In gre za odklon od tradicionalne akademske umetnosti, sicer pa kakšnih pretiranih povezav res ni. Za nas je zbirka, kakršna je, skupaj s prvim delom, ki smo ga leta 2014 pokazali in takrat je šlo za nekaj čez 150-153 umetnin. No, zbirka kot taka seveda je za nas zanimiva predvsem zato, ker razširja naš pogled in naš uvid v likovno umetnost 19. stoletja v Evropi. Ja, viktorijanska umetnost se imenuje po kraljici Viktoriji, ki je Združenemu kraljestvu in Irski vladala med 1837 in 1901, torej skoraj 64 let, kar je dlje od vseh predhodnikov. To je bil čas velike rasti industrije, ekonomije in kraljestva samega. Umetnost pa je postajala vse bolj žanrska, približala se vsakdanjemu človeku in realističnemu upodabljanju življenja, oblačil. Znala je upodabljati, kot tudi vi pišete v uvodu, osebna čustvovanja in moralne norme, torej mitološki in biblijski liki torej niso več v ospredju. V tem obdobju pa postopoma tudi ženske umetnice dobivajo vse več priložnosti, čemur se zbirka še posebej posveča. Ta čas je zelo heterogen, tudi na področju likovne umetnosti. V prvem delu leta 2014 je bil poudarek na avtorjih prerafaelitske bratovščine. To je pravzaprav tudi najbolj znan segment tega tako imenovanega viktorijanskega obdobja. Res je to zelo dolgo obdobje. Verjetno so prerafaeliti najbolj značilen eksponent britanske umetnosti tega časa. Tokratna razstava pa poleg prerafaelitske bratovščine
poudarja še dve drugi skupini. Ena je skupina Klika, tudi sama znotraj zelo heterogena. To je skupina, ki se je ukvarjala z družbenimi vprašanji, s političnimi vprašanji, ki se je tudi udejstvovala v tem smislu, komentirala življenje nasploh v tem času in kot rečeno, kot ste poudarili, tretja skupina so pa ženske umetnice. Teh je presenetljivo veliko, 33, velik poudarek in morda tudi usmeritev v zbiranje ženskih umetnic ne samo zaradi aktualne klime v umetnostni zgodovini, ampak tudi zato, ker je zbirateljica te zbirke Mojca Oblak Krauter, soproga Paula Krauterja, in ob tej zbirki se tudi njeno delo oplaja, tako kot njegovo v teoretičnem smislu, njeno pa v praktičnem, kreativnem smislu. Zato smo na razstavo dodali tudi njene kolaže, ki nastajajo v povezavi z zbirko. Ja, te kolaži so nekakšna refleksija na serijo slik Richarda Dada z upodobitvami Byronove metafizične drame Manfred, ne? Ja, so pa precej abstraktni, ne? Ja, so precej abstraktni. To je njena umetnost, njen način izražanja in gre za neke viktorijanske mreže, ali kako bi to imenovali. Tako da se mi zdi, da je res značilen sestavni del in posebnost, fenomen te zbirke, tudi delo, tudi na življenje, kakršnega imata zbiralca ob njej, ob tej zbirki. Ja, doktorica Barbara Jaki, razstavo Prebujanje lepote 2 si v Narodni galeriji lahko gledamo do 8. februarja. Zdaj pa še poslušajmo, kaj nam je povedal sam doktor Paul Krauter. When I switched away from teaching art history to teaching philosophy, that I wanted to maintain my interest in art history, and I thought that Ko sem se od poučevanja umetnostne zgodovine preusmeril k poučevanju filozofije, sem želel ohraniti stik z umetnostjo. Takrat sem se raziskovalno ukvarjal s postmoderno, v zadnjem času pa tudi z digitalno umetnostjo. A viktorijanska dela so mi bila vedno zelo pri srcu, ker so tako drugačna od današnjih in ponujajo nek povsem drug pogled na svet. To je bil eden od razlogov, zakaj sem jih začel zbirati. Seveda to počneva skupaj z ženo, živiva v Sloveniji. Veliko sem razmišljal o ideji, ki je bila med slovenskimi intelektualci na začetku 20. stoletja precej razširjena. Menili so, da je Slovenija zaradi majhnosti v nevarnosti, da jo kulturno preglasijo vplivi iz okolja, zato mora sama postati središče odličnosti na vseh področjih kulture. In tako sem si rekel, da je zbirka viktorijanske umetnosti lahko najin prispevek k temu kulturnemu središču. Je pa tako obsežna, da bi lahko pripravili 2 taki razstavi, kot je ta v Narodni galeriji, ampak ker ste me prosili, da izpostavim eno sliko, bom kar to, pred katero stojimo. Kolikor vem, gre za prvo feministično umetniško delo na svetu. Avtorica je Lucette E. Barker, ki se nikoli ni poročila, prihajala pa je iz zelo udobnega meščanskega okolja. Bila je znana kot ljubiteljska slikarka. To je bil v viktorijanskem času uradni status, ki je praviloma veljal za ženske. V tem delu se ukvarja z jurišem lahke konjenice, znamenitim dejanjem v britanski vojaški zgodovini, ko se je 600 mož pognalo v dolino, na koncu katere so jih čakali ruski topovi. Mislim, da so ubili 2/3 vojakov. Toda namesto, da bi dogodek slavila z bobni in fanfarami, kot bi bilo pričakovano, naslika skoraj izključno žalujoče ženske. Pravzaprav je na sliki samo en moški, nekakšna očetovska figura čisto na koncu. Kljub temu z napisom jasno pove, za kaj gre. Anglija, 1854. Prekrižani meči na vrhu pa so edini neposreden simbol vojaškega dogajanja. To delo je torej res nekaj izjemnega. Seveda obstajajo razlage, ki slikarkam tistega časa pripisujejo določene feministične poudarke, a tukaj gre za nekaj povsem jasnega in načrtnega. To je prikaz resničnega človeškega trpljenja, ne pa idealiziranega sveta junaštva in viteštva.
V Ajdovščini so po 3 letih prenove znova odprli Pilonovo galerijo. Pridobila je dodatnih 250 kvadratnih metrov uporabnih površin, med katerimi sta tudi 2 depoja. V galeriji pričakujejo, da jih bo obiskalo do 10.000 ljudi na leto. Med tistimi, ki so jo radi obiskovali že pred prenovo, pa je tudi Eva Furlan. V Pilonovi galeriji mi je vedno bil všeč zvok škripajočega parketa, ki me je pripeljal točno do portretov, ki jih je na platno naslikal Veno Pilon. V novi postavitvi se mi zdijo še bolj impozantni. Direktorici galerije, Tini Ponepšek, pa je med njimi najljubši. Agata Kanderan oziroma furlanska delavka. Tukaj v tem prostoru tista žareča oranžna podoba oziroma ženska pred oranžnim ozadjem. Seveda ne manjkata niti portreta Pilonovih staršev. Njegov oče je bil na ta portret zelo ponosen in ga je nerad pustil iz hiše na razstave. Mati pa je zmajala z glavo, zakaj da dela podobe, saj niso svete, je zapisano v knjigi Na robu. Po 3 letih obnove pa se tej stalni zbirki pridružuje še ena, in sicer nova stalna postavitev del Pilonovih prijateljev. Zasnovo te zbirke je ustvaril Danilo Jejčič. In nekako smo šli v čas, torej tega leta 1978, ko je on začel izbirati, nabirati strani umetnikov tudi gradivo za rast te zbirke. Tako da je ena soba pravzaprav posvečena njemu. Ta razstava je svoj dom dobila v sosednji Rustjevi hiši, ki so jo na novo povezali s Pilonovo galerijo. Pod njo je pekarna s staro parno pečjo, ki ponuja različne vsebine. Pri njihovem snovanju se jim želi pridružiti tudi sama galerija. Recimo, če nakažem eno, spanje v galeriji z samo pripravo zajtrka skupaj s pekom. Gre v bistvu predvsem za doživetje, za mogoče tako eno srednjo starost najmlajših, takih, ki že lahko prenočijo sami in mogoče vidijo galerijo, doživijo galerijo na malce drugačen način kot običajno z ogledi samo slik oziroma s prehodom skozi prostore. Na vsezadnje Pilonova galerija ajdovski mladini predstavlja tudi pristen stik z umetnostjo, zato so njenega ponovnega odprtja zelo veseli na domači osnovni šoli Danila Lokarja. Likovna pedagoginja Nataša Rupnik je ob tem takole opisala odziv otrok ob obisku galerije. Ponavadi si najprej poiščejo, kje je za sedeti in se čudijo, zakaj so obrazi veliki, roke prevelike in jih potem nekako umestimo v prostor in čas in v to zgodovino ekspresionizma, ki ga Pilon, mislim, da več kot krasno prikazuje. Da gre za velik projekt obnove ene najpomembnejših galerij pri nas, pa je izpostavila ministrica za kulturo Asta Vrečko. In Veno Pilon, kot vemo, je bil tudi izjemno pomemben za našo zgodovino. Sodeloval je pri ustanovitvi grafičnega bienala, ki prav tako letos ima 70 let. Bil je pomembno okno v svet slovenskim umetnikom in umetnicam. Bil je stičišče slovenske kulture skupaj z Zoranom Mušičem v Parizu in tudi njegova socialno občutena dela so tista, ki nam še danes odstirajo določen del naše zgodovine na povsem drugačen način. Za obnovo je Ministrstvo za kulturo iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo 1,2 milijona evrov, občina Ajdovščina pa dobrih 700 tisoč. Ključno je to, da bo Pilonova galerija, ki obstaja že več kot 50 let, s tem pridobila sodobne prostore, ustrezne muzejske prostore, depojske prostore, kjer hranimo našo najpomembnejšo nacionalno vrednostjo. Res gre za občinski projekt, ampak nacionalne vrednosti, zato tudi Ministrstvo za kulturo tukaj sodeluje. Ajdovski župan Tadej Beočanin, ki je galerijo prvič obiskal kot osnovnošolec, pa si v prihodnjih letih želi, da bi se ta razširila na še eno sosednjo stavbo. Da, tudi, ti pogovori so praktično ves čas aktualni. Osebno pričakujem, da se bo to, v nekako sedaj bližnjem obdobju tudi zgodilo. Želja, občine je, da tudi ta objekt, tako imenovano bivšo Križajev magazin, pridobimo za bodoče širitve Pilonove galerije. Med Pilonovimi risbami se je na dan odprtja sprehajala tudi literarna zgodovinarka in pisateljica Marija Mercina, nekoč Ajdovka, ki je Pilona večkrat videla, ni pa ga osebno poznala. Sem ga zelo spoštovala, nekako sem hitro doumela, da je dober človek. Najvišja kategorija možna.
in smislom za humor. Poglejte, lahko stojiš pred temi iglami, jedkanicami in se hahljaš, ker je pravzaprav, kaj počnejo eksistencialisti, poglejte. A je kaj resnega, a je to filozofija? Dober je. In dobro je, da so ga Ajdovci tolikrat sprejemali, da se je vse to bogatstvo nabralo, ker marsikje se pa zapravlja. Ali kot je ob slavnostnem odprtju dejala direktorica galerije Tina Ponepšek, je ta prostor že desetletja nosilec kulturne identitete Ajdovščine. V galeriji Vžigalica v Ljubljani so odprli retrospektivno razstavo Yoshija Nakajime Umetnost je vedno naslednja možnost. Japonski vizualni umetnik in performer, ki živi na Švedskem, je umetniško pot začel konec 50. let s provokativnimi uličnimi performansi v Tokiju, nato pa ga je pot zanesla v Evropo, kjer je postal del vplivnih umetniških gibanj, kot sta bila Provo in Fluxus. Kljub častitljivi starosti, ima kar 85 let, je Nakajima skupaj z umetnico Chiko Fukushima za ljubljansko retrospektivo pripravil dolg in živahen otvoritveni performans. Več o umetnikovem ustvarjanju pa v prispevku Urške Savič. Yoshio Nakajima ustvarja že 70 leti. Na začetku ustvarjalne poti sta ga navdihovala dadaizem in takrat sodobna japonska umetniška skupina Gutai. Leta 1957 je začel vsakodnevne ulične performanse, v katerih se je kritično loteval vzpona kapitalizma in z njim oglaševanja, novo nastajajočih potrošniških navad in pospešenega onesnaževanja zemlje. Nakajima je ustvarjal v obdobju, ki je bilo zaznamovano z umetniškim in političnim vrenjem. Njegovo delo simbolizira takraten izstop umetnikov iz muzejev in galerij ter upor proti konformizmu. Nasprotoval je oglaševanju tobačnih izdelkov, povečanemu avtomobilskemu prometu, atomski bombi in vietnamski vojni. Bil je del več umetniških gibanj, ki so delovala v tistem času. Sodelovalni vidik njegove prakse je interpretiral sokustos razstave in poznavalec življenja in umetnosti Yoshija Nakajime, Martin Šibli. Due to the fact that he ran away when he was 14 to Tokyo. Ker je pri 14 pobegnil v Tokio, ni imel denarja. Zelo zgodaj se je naučil, da moram preživeti sam. In preživeti pogosto pomeni, da moraš najti načine sodelovanja. Tako je na primer prodajal svojo umetnost na ulicah Tokija, ne kot umetniško gesto, ampak iz nuje. Začel je sodelovati s študenti na svoji umetniški šoli. Ustanovili so skupino Ambit, ustvarili so tudi studio, neke vrste kolektiv. Takšna sodelovanja so bila v tistem času povezana tudi s tem, da v Tokiu takrat pravzaprav ni obstajala umetniška skupnost, zato ni bil lahkoten umetniški poziv,
Lahko bi sodelovali, ampak prej sodelovati moramo, ker drugače ne gre. V Evropo je s seboj prenesel energijo, s katero je deloval tam, odkoder je prišel. Imel je sposobnost, da se poveže z ljudmi in razumel je, da mora sodelovati, če želiš iz nečesa narediti nekaj več. To je postalo njegovo umetniško načelo, nekakšna umetniška misionarskost. Je del njega, ne ustvarja le zase. To energijo želi prinesti občinstvu, obiskovalcu, posamezniku. Tako so se tudi na odprtju v Ljubljani obiskovalke in obiskovalci znašli v dolgem performativnem procesu, ki se je nenehno končeval in ponovno začenjal, medtem ko jih je Nakajima skupaj z umetnico Chiko Fukushima ovijal v volnene niti, iz katerih so se na koncu morali v medsebojnem sodelovanju izplesti. Nakajima ves čas ustvarja, prežema ga notranji zagon, dela, oblikuje, nekaj počne. S temi besedami je umetnika opisal še en poznavalec njegove umetniške prakse, dr. William Marotti, profesor zgodovine na Univerzi Kalifornije v Los Angelesu. Na povabilo Filozofske fakultete v Ljubljani je ob razstavi pripravil tudi predavanje o Nakajimovem ustvarjanju. William Marotti. We always want to put things into context. And this is a real problem with art on the edge of things. Stvari si vedno želimo postaviti v kontekst in to je pri umetnosti, ki nastaja na robu stvari, resen problem, kot tudi pri političnih gibanjih. Ravno tisto, kar ne sodi v svoj čas, je del spremembe v svetu, ko iz množično uporabljene perspektive ljudi in pojave postavljamo v kontekst, se nič ne zgodi. Na drugi strani pa ravno zahteve družbenega sveta in njegove definicije ne ustrezajo resničnosti, izključujejo ljudi, jih delajo nevidne, jih brišejo, zakrivajo nekaj, kar je problematično, za kar sploh še nimamo besed. Takšne stvari stojijo na robu preoblikovanja zaznavanja in umetnost je v najbolj resnem smislu namenjena ravno preobrazbam, ki prihajajo brez vnaprejšnjih pričakovanj. Lahko naredi nekaj drugačnega, prav zato, ker to ni bilo zamišljeno že od začetka. Yoshio ves čas preseneča samega sebe s performansi, ki so napol načrtovani, napol pa nekako izbruhnejo, vključujejo druge ljudi in okolje, v katerem se znajde. Involve other people and the environment that he's in and so forth. Razstava vključuje tudi zgodovinski del, ki predstavlja Nakajimovo zgodnjo umetniško prakso z dokumenti, ki so od nje ostali. To so plakati, vabila, videi in fotografije. Dokumentacijo performansov takratnega časa je komentiral Marotti. Ko so se performansi v zgodnjih 60. letih začeli dogajati, je včasih nastal problem, kadar so se pojavili ljudje, ki so hoteli dokumentirati dogodek. To, da se dogaja nekaj nenavadnega, je nekaj povsem drugega od dogodka, ki ga dokumentira cela množica fotografov. Ljudje si potem mislijo, mogoče gre za snemanje filma. Ko so kamere usmerjene, ljudje takoj predvidevajo, da je tisto, kar snemajo, nekaj razumljivega ali pa vsaj nekaj neproblematičnega. O tem so nekateri umetniki tudi sami govorili kot o težavi v svojem delu. Danes pa nasprotno živimo v času hipervizualnosti, hipertrženja, ko ljudje snemajo sami sebe, si delajo selfije in se na vse mogoče načine prenašajo v svet. Razstava Umetnost je vedno naslednja možnost, ki bo na ogled do 18. januarja, je dialog med preteklostjo in sedanjostjo umetnikovega ustvarjanja, ki še vedno traja. Predstavlja kolaž njegovih del in se tako pokloni kolažnemu načinu, s katerim Yoshio Nakajima ustvarja, saj svoja zgodnejša dela nenehno preobraža, vrača v sedanjost. Tako so medsebojno vsa povezana.
V Moderni galeriji v Ljubljani pa so sinoči odprli razstavo libanonsko-ameriškega umetnika Walida Rada, Festival nehvaležnosti, oziroma hvaležnosti, ne je namreč v oklepaju. V 3 projektih, ki jih razvija in dopolnjuje že več desetletij, raziskuje posledice, ki jih vojne in dolgotrajna družbeno-politična nestabilnost puščajo na telesu, v spominu in v prostoru. Zanima ga, kako nastajajo in se spreminjajo zgodovine, ter kdo jih pripoveduje. O njegovem delu se je s kustosinjo Zdenko Badovinac pogovarjala Sanja Rejc. Walid Rad, ki je sicer tudi profesor fotografije na Collegeu Bard, se izraža skozi različne medije, od fotografije in videa do performansa. Čeprav njegova dela obravnavajo težke teme, vojno, politično nasilje in njune posledice, je tudi duhovit in iskriv. Kustosinja razstave Festival nehvaležnosti Zdenka Badovinac je o sodelovanju z umetnikom povedala. Walid Rad je poseben izziv za kustosa, se pravi, z njim se ne sodeluje tako kot z večino umetnikov, ko ima kustos recimo vlogo nekoga, ki tudi izbira dela ali predlaga neke naslove. Pri Walidu Radu gre za razstavo, ki je sama umetniško delo, ne? Ni razstava umetnin, ni prezentacija posamičnih slik ali kipov, ampak je kot celota, funkcionira kot ena inštalacija in vsi teksti, ki so na razstavi, so njegovi, so pač del razstave same in ti teksti niso navadni opisi del, ampak so delno fikcija. To so tudi naslovi. Se pravi, naslov razstave je vedno nekaj, kar je del same razstave in se povezuje z njegovim delom in zato se ga pač kustos ne sme zmisliti. Ne? Se pravi, tisto, kar je moja naloga kot kustosa, je bolj v tem, da se nekako seveda od začetka pogovarjam z njim. Njega je zelo zanimal kontekst Moderne galerije, kontekst Slovenije, Jugoslavije. Večkrat je prihajal v Ljubljano, jaz sem mu omogočila stik z materialom, z dokumenti. Tako da je moja vloga bila predvsem v teh neskončnih pogovorih in ostaja moja vloga, moja močna prisotnost pri koncipiranju kataloga, ki ga bomo naredili, in pri koncipiranju programa. Razstava bo do 17. maja naslednje leto. On je zelo poseben voditelj po razstavi, se pravi, da bo prišel večkrat in bo imel vodstvo, ki ne bo navadno vodstvo, ampak bo vedno neki performance. In ko bo prišel, bomo vedno organizirali tudi neke workshope, tako študenti akademije, se pravi AGRTF, likovne akademije, z drugimi zainteresiranimi študenti ali umetniki. Potem bomo imeli program, ki bo se povezoval tako s filozofijo Jalala Taufika, kot zgodovino arabskega slikarstva, kot z aktualno tudi politično situacijo na Bližnjem vzhodu, saj so na Walidovi razstavi recimo prisotni v njegovih delih, v fotografijah, mnogi politiki mednarodni, ki so tako ali drugače imeli vpliv na novejšo zgodovino Bližnjega vzhoda. Tako da bomo imeli tudi predavanje, ki bo izpostavljalo tudi dimenzijo konteksta. Zadnji teden razstave, se pravi enkrat sred maja, bomo imeli tudi enodnevno konferenco, na katero bomo povabili umetnike iz regije in bomo poskušali skozi pogovor ugotoviti, kakšne so možne povezave. Walid Rad je predvsem pripovedovalec zgodb, poudarja kustosinja. Razstava je kot ena inštalacija, v kateri je prisotnih kar nekaj zgodb. In zato je težko na nek način govoriti o tej razstavi v smislu posamičnih del, ampak je treba se prilagoditi in odčitavati to njegovo pripovedovanje. Ne? Recimo lahko bi jo primerjali z
neko uradno razstavo, ki slavi neke pomembne za narod, pomembne dogodke, kot recimo konc vojne. In ob koncu vojne smo mi ljudje zelo hvaležni recimo vsem tem, ki so to vojno izbojevali in prinesli narodu neko olajšanje, neko pogojno rečeno tudi zmago. No, njegova razstava v Moderni galeriji, boste videli, je neke vrste obrnjena hvaležnost oziroma bolj kot neke spomenike, neko slavljenje teh nekih dobrih stvari, bomo tam zagledali simptome. Namesto nekega velikega spomenika bomo sredi velike dvorane videli na glavo, na streho obrnjen Volkswagen. Volkswagenov hrošč je namreč sinonim za tono težke bombe, ki so med vojno padale na Bejrut. Prav toliko tehta tudi omenjeni avtomobil. Walid Raad sicer ne daje zvočnih izjav za javnost, prav tako ga ne moremo ujeti v objektiv. Zakaj? Zdenka Badovinac. Mislim, da gre bolj za konceptualno rešitev dileme odnosa med kopijo in originalom, med umetnikom, ki je avtor, kot je umetnika tretiral recimo modernizem skozi celo 20. stoletje, in umetnika, ki je konstrukt različnih osebnosti. Pri Walidu Raadu so prisotni različni časi hkrati in različne osebe, ne? Sicer pa bodo imeli obiskovalci Moderne galerije priložnost za srečanje z Walidom Raadom v živo že to popoldne. Vodstvo po razstavi Festivalne hvaležnosti bo ob 17. uri. Pred 100 leti se je na današnji dan rodil Miki Muster, eden izmed pionirjev slovenskega stripa, in ob tej priložnosti danes poteka prvi nacionalni dan stripa. Z njim želijo okrepiti bralno in vizualno pismenost ter spodbujati zanimanje za stripovsko umetnost v vsej njeni raznolikosti. V projektu sodelujejo knjižnice, galerije, gledališča in muzeji, pa tudi založbe. O nacionalnem dnevu stripa se je Aleksander Čobec pogovarjal s Katjo Strgar, direktorico Javne agencije za knjigo. Katja Strgar, s projektom Nacionalni dan stripa želite med drugim okrepiti bralno in vizualno pismenost. Na kakšen način? Izkazalo se je, da marsikateri odrasli ljudje stripov ne znajo brati. Da otroci
to imajo nekako intuitivno. In zato je tudi med otroki strip zelo popularen, poleg tega, da je nekoliko manj teksta in sliko lahko povezuje in zato lažje razumejo, ampak odrasli imajo pa s tem nekoliko težave. Hkrati menimo, da zaradi tega, ker je pač teksta manj, to lahko spodbuja branje in da lahko pridemo do neke uspešne kombinacije, ki bo morda določene ljudi, ki so ne bralci, nekoliko bolj pritegnila v knjige, zlasti ker danes živimo zelo v vizualnem svetu, strip pa ima izjemno močno vizualno podobo. Kdo bo vključen v nacionalni dan stripa? To je ideja, ki ni tako zelo dolgo tukaj pred nami. Pobud je prišlo z več strani ob obletnici rojstva Mikija Mostra, tako da mi si želimo, da bi sodelovali vsi slovenski založniki, ki redno ali občasno izdajajo stripe, potem vsi izvajalci tako festivala Tinta kot pa sejma za stripe v Celju in pa tudi društva, ki se ukvarjajo s tem in sodelovali bodo zagotovo tudi slovenske knjižnice. Gre letos za pilotni projekt v želji po tem, da se vidnost stripa izboljša, da se ga morda še bolj zavedamo v tem prostoru. Želimo pa si, da bi to bil tradicionalno ta datum posvečen stripu in da bi lahko založniki in tudi vsi ostali izvajalci načrtovali za prihodnje leto nekoliko več stvari za ta dan in da potem naredimo novo muzejsko noč ali pa dan knjigarn na tak način še. Zakaj je strip enakovredna literarna zvrst? Ker je literarna zvrst, ki ponuja kakovostno in delo lahko za otroke, mladino, imamo žanrski strip, imamo strip, ki res posega na najvišje nivoje, tako besedilno kot oblikovno, vizualno, po drugi strani imamo tudi komercialni strip v različnih žanrih in zato lahko naslavlja čisto vsega. Mene res veseli, da agencija že od skoraj da začetkov strip obravnava povsem enako in je vključila vsa financiranja in tudi literarna kritika stripa je tisti del, ki ga mi v bistvu ne naslavljamo posebej, ker je povsem jasno, da je strip en del celote pri literaturi, tako kot ne naslavljamo recimo posebej otroške literature, ker je za nas pač to enakovreden del literature. Za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo s knjigami, bo prihodnji teden precej intenziven.
V ponedeljek se bo namreč na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani začel 41. slovenski knjižni sejem. Letos bo trajal en dan dlje, otvoritvena slovesnost, na kateri bodo podelili tradicionalno Šventnerjevo nagrado, pa bo na glavnem odru sejma ob 20. Kot smo že vajeni, bo vstop na sejem tudi letos prost, skupno pa se bo na njem predstavilo 114 založnikov. Prispevek Ane Rozman. Slovenski knjižni sejem je največji in najpomembnejši knjižni dogodek pri nas. Tokrat bo potekal pod sloganom Branje je potovanje in se tudi s tem navezal na mesto v gosteh Celje, kjer se je rodila znamenita svetovna popotnica in književnica Alma Karlin. Program sejma bo tudi letos zelo raznovrsten in bo namenjen obiskovalcem vseh starosti. Na več odrih se bo v 7 dneh zvrstilo prek 300 dogodkov. Več pa direktorica sejma Helena Kraljič. Se pravi, imamo zopet 4 odre. Oder mladih, kjer bomo imeli za mladino predstavitve. Zdaj, kar se tujcev tiče, bo z nami mladinska pisateljica nagrajenih romanov Hana Gold. Imeli bomo Kamishibaje, lahko se bomo srečali z Medom Impulsijem in Sebastianom Preglom. Z nami bo tudi pižama. Z glasbo bo tudi popestreno, se pravi glasbeno pravljico, več njih bodo lahko obiskovalci ogledali. Potem imamo Srečko Strip, se pravi, verjetno že napoveduje zgodbo o Srečku Kosovelu naslednje leto, ki sta jo ustvarila Jaka Vukotić in Žiga X Gombač. Potem se morda preselimo na glavni oder, seveda tja se nam bo prišel predstaviti Sebastian Fitzek, avtor popularnih nemških psiholoških kriminalk. Seveda imamo tudi Tadeja Goloba, predstavitev njegove najnovejše kriminalke, Viki Grošla, tako da bomo tudi športali, se vzpenjali do Himalaj. Se bodo pa prišli pokloniti nekako knjigi tudi igralci in sicer bomo Janja Vidmar, Bronja Žakelj sta izpisali zgodbe, ki bodo igralci posodili jim obraze, glasove. Vsi dosedanji Cankarjevi nagrajenci pridejo, Feri Lainšček, bo pa tudi mnogo glasbenikov se nam pridružilo, od Zoran Predina, Mateja Kranjca, Čuki bodo zopet otroke razveseljevali z Ribičem Pepetom. Vstop je prost, mi se zelo trudimo vsako leto znova, da vstopnine ni, da res ne bi obiskovalcev obremenili še s tem stroškom. Letošnja država v fokusu je Madžarska, ki bo na 15 dogodkih predstavila svojo bogato literarno dediščino in najaktualnejše madžarske pisatelje. Izpostavili bodo oba madžarska nobelovca, Lasla Krasnohorkaja in Imreja Kertesa. Obiskovalce čakajo tudi okusi madžarske kulinarike in glasbeni nastopi madžarskega folklornega ansambla. V okviru sejma pa bodo podelili tudi 9 nagrad. Helena Kraljič. Ja, pravzaprav je vsak dan vsaj ena, tako da kar je zanimivo in sem pravzaprav vesela, da je sejem tisti, na katerem se podeljujejo te panožne nagrade, in sicer prvi dan bo znan že na otvoritvi Šventnerjev nagrajenec, se pravi ponedeljek, potem imamo torek, bo praznik in razglašeni bodo prejemniki zlatih hrušk. Sreda imamo podelitev nagrade Radojke Vrančič in najboljši prvenec. Potem imamo četrtek, nagrada Maruša Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb. V petek jih bo nekaj več, torej bo znana nagrajenka letošnje Mire. Znano bo, katera knjiga bo prejela naziv najposlovna knjiga, najlepše oblikovana knjiga in katera bo dobila naziv za veliko nagrado sejma. Tudi nedelja ne bo ostala brez podelitve in sicer bomo izvedeli, kdo bo prejel nagrado za najboljšega urednika, nagrado Nede Pagon.
Poleg omenjenih podelitev nagrad bo posebej obeležena tudi 100-letnica rojstva legende slovenskega stripa Mikija Mustra, ki mu bo posvečena posebna razstava. Na sejmu bo urejen tudi stripovski kotiček, na katerem bodo gostovali številni slovenski striparji. Na knjižnem sejmu sodeluje tudi naš radio, prvi Val 202 in program Ars bomo v torek in sredo soustvarjali spremljevalni program sejma z zanimivimi pogovori in okroglimi mizami. Omenimo samo torkov studio ob 17. z naslovom Brati ali ne brati v angleščini ter oddajo Ars Humana z naslovom Družbena omrežja in kulturniki. Sejem bo zaprl vrata v nedeljo 30. novembra ob 18. z zaključno prireditvijo, na kateri bo nastopil častni gost Tone Partlič. Dodajmo še, da pričakujejo več kot 60 000 obiskovalcev, vstop pa je, kot rečeno, brezplačen. Poslušali ste oddajo Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Žiga Bratoš, Eva Furlan, Urška Savič, Sanja Rejc, Aleksander Čobec in Ana Rozman. Bral je Igor Velše, glasbo je izbrala Tina Ogrin, oddajo je posnel Robert Markoč. Uredil sem jo Vlado Motnikar.